Razstava, ki so jo odprli v četrtek, 5. novembra v prostorih Gimnazije Slovenske Konjice, je last hiše Ane Frank iz Amsterdama in je del mednarodnega projekta, pri katerem sodelujejo 4 šole, 2 iz Slovenije in 2 iz Avstrije. Za sodelovanje v projektu smo se odločili zato, ker je tematika zelo zanimiva, namreč problematika pred- in medvojnega časa se nekako odraža tudi v današnjem času. Projekt poteka v nemškem in slovenskem jeziku, se pravi, sama razstava je v nemščini in slovenščini, delavnice, ki sodijo k temu projektu, pa so tudi v angleškem jeziku. Sama razstava je središče tega projekta. Namreč razstava, ki jo tukaj vidite, je potujočega tipa, predtem je bila na ogled na Srednji ekonomski šoli v Mariboru, sedaj pa je pri nas od 4. novembra pa vse do 20. novembra. Razstavo si lahko ogledate vsak dan med 8. uro zjutraj in 19. uro zvečer. Cilji tega projekta so srečanja, izobraževanje in osveščanje ter motiviranje mladine iz obmejnega območja Avstrije in Slovenije. Dijake želimo spodbuditi k kritičnemu mišljenju, opazovanju ter jim nuditi možnost kritičnega izražanja, misli in mnenj o njihovem lastnem socialnem okolju. Bistveno vlogo predstavlja povezovanje šol, kajti to je mednarodni projekt, v tem sodelujeta 2 slovenski in 2 avstrijski šoli. Za otvoritev razstave smo pripravili kratek kulturni program. Obiskovalcem smo predstavili delček krute zgodbe, ki jo je doživela najstnica Ana Frank med 2. svetovno vojno. Bila je Židinja in Židje so bili med 2. svetovno vojno zelo zaznamovani. Ana je v svojem dnevniku skrbno opisovala dogajanje, svoj osebnostni razvoj, seveda pa ni opisovala samo krutih dogodkov vojnega časa, ampak je bila tudi optimistična, je opisovala ljubezen, pojme, kot so prihodnost, vizija in njene sanje. Njena največja želja je namreč bila, da bi postala slavna pisateljica ali pa novinarka. To se je tudi uresničilo, kajti po vojni je njen oče, Otto Frank, iz dnevnika naredil oziroma je omogočil, da je ta dnevnik postal knjiga in to knjigo je do danes prebralo že na milijone ljudi. Nedelja, 14. junij 1942. Pričela bom s tistim trenutkom, ko sem te dobila. Pisati dnevnik za človeka, kot sem jaz, je prav poseben občutek. Ne samo, ker tega nisem še nikoli počela, ampak tudi, ker sem prepričana, da ne bodo srčni izlivi 13-letne šolarke kasneje zanimali ne mene, ne koga drugega. Toda to pravzaprav sploh ni važno. S pisanjem imam veselje in o mnogo čem bi se rada od srca razgovorila. Ta dnevnik naj postane moja najboljša prijateljica in poimenovala jo bom Kiti. Moja zgodba. Ana je odkrila svoj dar za pisanje, izlivanje čustev na papir. Upala je, da bo enkrat postala slavna novinarka ali pisateljica, saj je s pisanjem lahko izrazila vse svoje misli, ideale in fantazije. 28. marca leta 1944 je slišala po angleškem radiju, da bo nizozemska vlada po vojni zbirala dnevnike. Odločila se je, da bo zapiske predelala in bo tako mogoče dnevnik po vojni objaviti. Tudi naslov je že določila. Izbrala je Skrivališče. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen blicken sie geschwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? 1. avgusta 1944 je Ana zadnjič pisala v svoj dnevnik. 3 dni zatem so v njihovo skrivališče vdrli nacisti in vse aretirali. Skladišče oziroma skrivališče je bilo izdano in do temeljev preiskano. Toda dnevnik takrat 15-letne deklice je ostal. Po zaslugi njenega očeta je po vojni uzrl luč sveta v knjižni izdaji. Njegova izdaja je tako prerasla Anine še najbolj skrite želje. Postal je svojevrsten dokument izjemno krutega poglavja človeške zgodovine.
Postala je še kako slavna. Njene izkušnje in zgodbe ponazarjajo dejanske informacije o zgodovinskih in družbenih dogodkih medvojnega časa. Na vsak način sem se hotel udeležiti te otvoritve, te razstave, ki pomeni trenutek, da se posebno v današnjem času malo zamislimo. Predvsem je priložnost, da se tudi mladi zamislite, ali smo se iz zgodovine kaj naučili. Jaz sem bil prepričan, ko smo prebirali dogodke iz druge svetovne vojne, med drugim tudi dnevnik Ane Frank, da je zavedno nekam pobegnilo to bolestno ideologija, da je eden veleden več kot drugi. In v živo mi je ostal v spominu en dan leta 1987, dosti po drugi svetovni vojni, ko sem bil že v službi, ko moja takratna sodelavka, gospa, ki je starejša, približno let moje mame, ki je doživela drugo svetovno vojno, ko je rekla, takrat, ko se slišale po Srbiji, tiste ne čujem dobro. Je rekla, ljubi Bog, kam pelje ta svet, ko se enkrat nekdo začne igrati z nacionalnimi čustvi. In kasneje vemo, kam je to pripeljalo. In jaz sem kar nekako žalosten danes, ko ugotavljam, da se iz druge svetovne vojne, iz teh bolestnih ideologij nismo naučili kaj dosti. Ali smo se, nažalost pa je dovolj, da jih je samo par tistih posameznikov, ki lahko zapeljejo usode toliko ljudi, celotne generacije, čisto v drugo smer. Če danes pogledate po Bosni, koliko mojih ali pa vaših vrstnikov še vedno in še bo vedno čutilo posledice te neumne ideologije. Jaz vam vsem skupaj želim, da iz tega današnjega dne potegnemo črto in se začnemo zavedati, da smo ljudje ustvarjeni za življenje drug ob drugem, ne eden nad drugim. In res vam želim in tudi vsem nam, da bi bile naše usode drugačne, kot je bila usoda Ane Frank. Hkrati bi se pa tudi rad zahvalil vsem, ki ste pri današnji proslavi, pri pripravi same proslave, pri današnjem dogodku sodelovali. Čestitam vam za idejo, predvsem pa se mi je všeč ta misel, da gre za mednarodni projekt, kajti samo v povezovanju med narodi je prihodnost tako Evrope in pa tudi celotnega človeštva. Še enkrat iskrene čestitke in upam, da bomo se resnično držali te misli, ki veje iz dnevnika Ane Frank. V tem projektu sodelujejo dijaki 3. A in 3. B razreda. To so Sandra Zopančič, Nina Jakob, Gloria Padežnik, Tanja Drosk, Eva Jereb in Gregor Slemenjak. Pri samem programu pa so nam pomagali še Žiga Repič, Valentina Pugel in Valerija Kobale. Pri postavitvi panojev so nam priskočili na pomoč fantje iz 4. letnika. Sam zaključek projekta pa je vezan na januar leto 2010, kajti takrat se zberemo vse šole, ki smo v tem projektu sodelovali v Gradcu, to pa bo 14. januarja. Takrat je tudi predviden uraden zaključek tega projekta, ki je trajal 1 leto.